Pes Berti je v Center za živali Moste prišel na kastracijo. Doktor Janle Marešal bo zaskrbljeni skrbnici Lari najprej razložil, kako bo potekala anestezija. Medikacija bo injekcijska, ko ga bomo intubirali, pa dali na izofloran, na masko. In ko bo konec operacije, se bo on počasi zbudil. Relativno varna narkoza, zmanjšamo volumne določenih narkotikov, ki so nevarni na račun drugih, in je tudi zbujanje, ekscitacije so do zmanjšane. Pred Bertijem je kar naporen dan, pred veterinarjem pa nevsakdanji poseg, ki ga na kliniki opravljajo bolj poredko, čeprav so pujsi po svetu vse bolj priljubljeni hišni ljubljenčki. Jaz sam komaj čakam, da mine pa... Ampak to je klasično. Vsi lastniki živali so vedno živčni pred posegom, pa če je to morski prašiček, veliki prašiček ali pa pesek, ne? Pujse je priporočljivo kastrirati oziroma sterilizirati takoj, ko je mogoče. V nasprotnem primeru samci dobijo vonj, ki ga težko spravimo iz oblačil in pohištva. Samičke pa imajo lahko težave z maternico. Mislim lahko. Stisni ga bote k sebi, pa dvignite malo. Ne, to te mogli boljše prijeti. Na drugo stran hitro. Ok. 2-3 minutke boste tu zdaj z njim, jaz prijem po njega, on bo zdaj dol padel takoj. In? Ste spal? Ja. Ja, sem da vidim zdaj, kot je. Če imam možnost kakšne žile. Mogoče bi lahko takšne dali. Za Anino 5-glavo in 20-tačkasto pasjo ekipo je bil prevoz iz vasi Soča do centra Dogs for Motion v Ravnah na Koroškem zelo naporen. Vseh 6 je komaj čakalo, da si po dolgi vožnji pretegnejo ude. Bravo! Pridite, ekipa. Ana je na terapijo pripeljala samo najstarejšega psa, škotskega ovčarja Apija. Ostala razposajena druščina pa je prišla zraven za spodbudo in da doma ne bi preveč razgrajali. Prihajamo iz Soče, to je pri vas pri Bovcu. Star je 9 let, pa pol leta nazaj smo ugotovili, da ima obrabo ramenskih sklepov. Tako da zdaj pa hodimo na terapije, da mu je malo lažje. Pet, Api, pet. Sprehodi so ponavadi ob 4 zjutraj že, ker imam pač tak ših, da jih moram prej zlavhati. Pa so pa čez dan v pesjaku ograjenem, pa vmes, ko je čas, so spet sprehodi, pa popoldne so ponavadi kakšne te fitness vaje. Pa zjutraj, kadar pred šihtom, no, sploh za Apija, pa domu, pa pol zvečer spet en sprehod. Začel je ščepati, no, pa smo dobro mislili, da so kakšne nategnjene vezi, pa smo ga imeli samo na počivanje, 1-3 tedne, pa naši veterinarji v Tolmini pač niso mogli ugotoviti, kaj točno je. Tako da smo šli v Škofjo Loko k ortopedu, k dr. Novaku. No, pa sva tam tudi še probala s protibolečinskami, ampak tudi ni bilo nekega efekta. Pa smo šli pa na CT v Postojno in pa se je izkazalo, da je kar orang poškodbano. Pri Apiju poleg hidroterapije delamo še terapevtske vaje. To je predvsem zelo pomembno, da lastnik nadaljuje tudi doma. Večinoma tukaj v bistvu gremo čez vajo, pokažemo, kako jo je potrebno izvajati, naučimo lastnika in potem
lastniki to prevzamejo. Ana je zelo pridna z vajicami, ne samo z Apijem, tudi z drugimi svojimi kužki redno dela, da so v čim boljši kondiciji. Pri Apiju predvsem pač želimo, kolikor se da še ukrepiti te mišice, kar jih ima na prednjem delu, da mu čim bolj pomagajo stabilizirati sklep. Predvsem so pri njemu pomembne masaže, manualne tehnike, s katerimi pač probamo sprostiti cel ramenski obroč, bicepse in pa pomagamo pač čim bolj razgibati tudi sama ramenska sklepa. Na koncu ga čaka še laser, ta pač mu predvsem pomaga protibolečinsko. Den. Mislim, da je vsak teden je boljši. No. Mislim, ima tudi slabe dneve, no. Ampak tisti je bolj pogojeno, kadar je kako slabo vreme. No. Ampak drugače pa kar zdrži v teden, da ni tega konkretnega šepanja. No. Pri Apiju v bistvu zdravimo ali pa vzdržujemo čim boljše počutje, ker ima res hudo artrozo obeh ramenskih sklepov. Glede na CT se je pokazalo, da gre kar za zelo razvit artritis, hudo stopnjo, kar se je seveda kazalo tudi s kliničnimi znaki. On težko se premika, zato recimo hidroterapija je odlična terapija za njegov primer, se mu pomaga, da se lažje giba, razgiba vse sklepe, kar se tudi super vidi, dosti bolj recimo dviguje tačke, sprednje tačke, ki so pri njemu velik problem sicer. Tako da imamo en cel kompleks bolezni, ki jih moramo reševati. Boleče sklepe lahko omilimo tudi s pravo prehrano in s prehranskimi dodatki, kot so na primer antioksidanti in glukozamin. Tukaj imamo dve podganci, ena črna, ena bela. Stare sta 1 leto zdaj. K veterinarju jih peljem zdajle že 3 tedne, ker so neki prehlajene. Tukaj se vidi neki scedek, v bistvu kihajo tako dost. In kri, ne vem kako točno, v glavnem. Takole. To smo opazili, smo šli k veterinarju, so rekli, da so neki prehlajene, najbrž zaradi stresa. To je bilo lih, ko smo se preselili, ne, pa parkrat so mačko videli in so se ustrašali in lahko da je zaradi tega. Tako da zdaj so že boljši v počutju, ampak še zmeraj je ta izcedek, ne. Tako da rabimo ponoviti terapijo, še enkrat jih morajo cepati ali karkoli je to. Tako da ja, zdaj smo že ta 3. na obisku, no. Izboljšala se je, kot pravim, počutje je ful boljše, spet so aktivne, tako po noči se sliši, tako kako ropotajo, no, tako da tega prej ni bilo, tako en teden so samo počivale. Videli se je, no, da nekaj ni v redu, vse zato smo pa prišli, ne. Imamo še psa, zdaj glih mladička. Zdaj ga imamo 1 mesec, no, tako da ja. Se pa čist razume z njimi zaenkrat, tako ga damo zraven, no. Ampak ne upamo si jih spustiti same, no, tako. Hoteli smo neko tako žival imeti, ne. Smo rekli, ajde gremo pogledat malo v trgovinah, kaj imajo. Najprej smo razmišljali o činčili, pa smo pa videli podgane, pa sem jaz malo gledal na YouTubu, kaj je pač, kakšne so to živali, tako kot ljubljenčki, ne. Sem videl, da so ful inteligentne in tako. Tako da ja, pa smo se odločili za podgance. Pa sem kar vesel, no. Vesel sem. Edino žalostno je to, ker imajo zelo kratko življenjsko dobo. Živijo tam od 2 do 3 leta. Tako da ja, ni težko skrbeti za njih. Jaz osebno tako kletko pucam enkrat na teden. Pa enkrat na mesec pa res tako generalko dam vse oprati, ne. Drugače, to ni kletka njihova, ne, to imam samo tako za veterinarju, pa to imajo ful večjo, no. Oni rabijo imeti v višino klet, tako da lahko plezajo, pa mora biti zanimivo, no. Tunelčki pa take stvari mora biti not. V glavnem, hrano jim daš enkrat na dan, recimo nafilaš tisto posodico do polovice ali pa 3/4, pa
moraš počakati, da pojejo vse, zato da imajo raznoliko prehrano. Pač te, če jim filaš skozi, ne, pol se razvadijo in pojejo samo tisto, kar jim je všeč notno. Tako da je treba malo paziti glede tega. Pa tako malo priboljške, sadje, tako zelenjava, malo jim tako dajemo to. Mene je enkrat takole uščipanila mečkan, bolj zaradi opozorila, no, ni me poškodovala. Nekaj sem ji težil, tako igral sem se, ne, in drugače pa tako dostikrat uščipne za ustnico. Ne vem zakaj, ampak tako, ne da bi te zdaj prav ugriznila, no. Ne vem, zakaj to naredijo. Tako, tale črni, to sta v bistvu samčka, ne. Sej tisti, ki se spoznajo na podgane, bi že takoj videli, ker so ful večje, ne. V glavnem, tale črni je ful bolj pogumen, tako hod ven iz kletke, pride sam, spleza na tla in vse. Beli je pa bolj tak ustrašen, no. Ker to so take družabne živali, ker ne smejo biti same, no. Depresivne postanejo in umrejo lahko. Tako da pri njih je ful to pomemben. Če ratejo depresivne, zbolijo, ne. Tako da ja, tudi stres, ne. Saj vidite, tole. Drugače pa jaz to naštimam časopis, ker pač upija, ne, stanje pa to. Pa še te lesene palete dam po tleh. To je to. Ni več tazga, no. So pa ful prijazne, tako. Vrnimo se k pujsu Bertiju in poglejmo, kako bo potekala kastracija. Pobrila ga špetak, to malo speri, to je bilo do aplikacije, zdravili malo zakrvavil, smo živce zadeli. Tako, do repa, prepustiš. Tu so prekratki, ne? Mogli bi tu zamašiti do zgore. Prištimal. Bomo pa kar začeli. Bomo dolg jezik, pa zaprto vse. Bomo dali kar na masko, nič ne bo. Ne mešal snic. Čas samo, preden ga zavežemo. Dajmo ga mogoče fiksirati. In na masko čim prej. Ta bolj čista. Tako da bomo dali sem nekje. Lara se v čakalnici nemirno prestopa in ne more skriti, kako zelo jo skrbi, ali bo z Bertijem vse v redu. Minute se za Laro vlečejo v neskončnost. To nagazam, da je drugo. Modo nadmodek, slovenska povesma. Šivalni material. Tu gre v inguinalni kanal in to je ovojnica, modna ovojnica, so tu to zaprli in to je odprta kastracija, ne? Vse drugo, če bi zajeli skupaj, to je bila zaprta kastracija. Da pa če to malo luknico, če spravimo še to modo ven, smo zmagali. Evo. Tu imaš primerjata, ja, kremaster, roče tam ponovej zakrvavi malo. Se drži. Evo, smo slekli. Pa je to malo bolj krvavo, kot pri pseh, ne? Po podkožje pri njih ful bolj krvavi. Pri pseh skoraj nič, ne? Tam imam eno to gazico, imam komaj rdečo na koncu operacije, ne? Ne rabim več. Pripravi novo rundo fentanila. Zdaj ta veliko je ta malo dozo. Dajmo še eno.
Evo, konec, si sufran vgasni. Drži masko gor, zdaj na kisiku, on mora biti v redu zdaj. Dokaj je taki puls, se treba dajati fentanil. Ja, absolutno, kaj se zbuja? Ne vem. Zdaj ga tiski kisika dol. Si dala? Ja. Zgleda, da analgezija pri njemu v tej narkozi, kljub narkozi, nezavedanja je telo kazalo, da čuti nekaj in s tem se dvignil utrip. Zato, ker pač so žile težko dostopne, smo mi mogli vse to aplicirati mimo žil, se pravi, preko drugih tkiv. In tam je reakcijski čas malo daljši, kot če daš v žilo. 32, nekje na 10 sekund, ja. Glasnike je treba poklicati. In zdaj smo mogli pač upoštevati, da tista zdravila, ki jih dajemo, bo delovala čez nekaj minut šele. Tako da smo mogli predvidevati potek komplikacije, da smo lahko primerno ukrepali. S tem, da zdaj pa na koncu je dobil še analgezijo za postoperacijo in se je začel stabilizirati šele zdaj. Tako da zdaj ne vemo, ali je bilo zaradi opioidov ali pa zaradi nesteroidnih. Kakorkoli efekt je bil dosežen, on se je umiril. Faza zbujanja je vedno malo povezana z ekscitacijo, ko se začne telo zavedati bolečine ali pa travme, ki se je zgodilo. To tresenje je normalno, ker je prišlo do padca telesne temperature med posegom. Zato imamo mi tudi grelke, jih grejo cel čas med posegom. Kaže na normalen potek zbujanja z narkozo. Ti mali moli. Ok, pridite naprej. Kar naprej. Pa ste zraven njega? Zdaj se počasi zbuja, to moj stopi, kot je čisto čemu. Ni še čist pri zavezi. To tresenje je normalno, ker je prišlo do podhladitve, kljub temu, da ga mi grejemo. In ta podhladitev je pričakovana. In zdaj on tako po zimi se mi in proizvajamo teploto in se gre. To pomeni, da možgani dobro delajo, ker vejo, kaj morajo narediti. Zdaj se mora iz tiste globine zbuditi. Vredo, to zna trajati malo časa. Zato, ker nimamo nekega protisredstva, on mora ketamin predelati. Zdaj pa to zna trajati tudi uro pa pol, 2 uri. Rana je tu. Nisem narezal modnikov, tako da kar pogledajte, vedeli, kaj morate gledati. Tu imam rano. Dal sem tak, da ni zunanjih šivov, da ne bomo rabili ven jemati, pa ga ponovno pomirjati, pa take stvari delati. Ok? Tako da bodite tu zraven njega, boš ti, Nika, če bo karkoli, daš vedela mi povedati, če kaj je v redu narobe ali karkoli, da mi priješ pogledati, ok? Po oglasih ne zamudite. Podgani boste dobili antibiotik. Pogledali bomo oči francoskemu buldogu, nadaljevali z Apijevo terapijo in se prepričali, ali je s pujsom vse v redu. Mihajlo že 3 tedne s podganima prijateljema obiskuje center za živali Moste, ker sta samčka prehlajena in imata krvav izcedek. Morda je na slabše počutje vplival tudi stres ob selitvi. Kihanje je kar pogosto pri podganah, ja. Pač boljši so zdaj, ampak še zmeraj se vidi. Ja, kombinacija antibiotikov, ja se vidim. Spremembe na repu pa po podlakah, značilne dokaj, no. Kaj pa je sprememba na dlaki? Ja, malo bolj so resaste tak, ne, pa manj rumenega je bilo, ko je bilo, ne. To je pod kožo, je bilo več. Stuširal. Ja, no pa tu imaš še. Tale ima malo več, tam ima manj. Drugače, ja. Imel je čist mastne tako dlake, pa smo ga stuširali. No ja, nekje ima več, tukaj po hrbtu tako lepo. Ponavadi se vidiš to na repu, malo včasih. Pa kihanje zraven, ne? Kihanje pa je. Zdaj, kateri tedni zdaj on pri kolegici ste bili, ne? Ja, se pravi, bili smo na zadnje 2 tedna nazaj, ne? Ja, se to Pred tem pa 1 teden. Je ponovila injekcijo, sem videl. Samo, zdaj, kar bomo naredili, bomo dodali antibiotik. Ponovili ta injekcijski, čez 2 tedna pridete ponovno na terapijo, vmes dajete vsak dan tole.
Spet jim bomo dajali antibiotike. Ja, mislim, vse to je tudi antibiotik. Ja. Ti se Nekaj, mi smo vam pol to dajali en teden, pa smo spet jih cepali, pa nismo dobili več. Zdravljenje traja tam 4 do 8 tednov. No, ampak za doma nismo dobili, ne? Zdaj vam bomo dali za domov, ne? Tako, ja. Eno kapljico na dan boste dali v gobček. Dobro, v redu. Ne vem, slišam jih parkrat na dan kihati. Malo so shujšale, ne? 670. Zrodili so se. 15 gramov. To je nekaj prav delam. Ali ga boš špihnil? Ja, zdaj pa gremo ga tako prijeti, da ne bo nobenega vgriznil. Samo tako, Saj ja. ne bo. Tako. Zdaj sem pa zelo hiter. Doktor Le Marešal bo podganama dal antibiotik in nato Mihajlu svetoval, kako nadaljevati kuro z antibiotiki in vitamini. 0,7. 007. 07 je tu. Ok, To je 0007. od enke je 7 črtic. Ok? Ok. Zdaj, še si sam, pa nje še se primem tako. Direkt je odprl usta. Ja. Samo. Aha, z roko ven spolu. Ok. Ni bilo vrem. On ima kri na novo. Jaz sem videl, da mu je šlo zdaj. Zdaj le mu je šlo. Pritiska. To pa še nisem videl. Pritiska to. Se razburi, žlice popoka. Isto ko kiha se isto dogaja. Ne? Kar naj posname kamera. Ej, mali, ne me grist. Poljulo se. Ja, v redu, še delovna obleka. Tako, vse se navadijo. Zdaj se upira malo, ker ne ve, kaj čakati. Ok, tako naredimo, ja, super. Na not. Bravo, Ok. pridem. In taki mali volumen je, da lahko kaj špricneš, pa ga bolj ni to pogoltni, v vsakem primeru. Ne, če se pa krem že malo, ker je malo grenko po mojem. Ampak in isto z vitamini. Tisto kapljico lahko kar ob robu usnic. Pa lahko tole pogledate, kaj je. Ker je kaj ena kost. To sem že dolg čas nazaj opazil. Se mi imam čojke. Se mi zdi, da ga boli to. Mislim, tako bom rekel, če bi bila to kost zunaj, bi jaz prej pričakoval neki nekrotični proces okoli, pa barve bi bile malo drugačne. Ne bi rekel, da je to tako belo pa rožnato. Prej kakšna kožna tvorba, kaj takega, ne? Tako kot noht ali pa kaj takega, hiperkeratoza, pa se polodlušče Tako, kar. Aha. Je šlo dol. Ja, vse gre dol, če potegneš močno, ne? Evo, zdaj pa nima več nič. Zdaj, okej, se krvavine, malo je zarosilo, to se bo zdaj zacelilo. Po mojem je bila kožna tvorba, tako kot paš, ne vem, na komolcih, recimo tiste, ali pa ima eni tam, ko je žul nekaj, se nekaj naredi. Recimo na peti primorskem prašičku se tudi take kožne tvorbe naredijo. Nisem še tega videl na podgani, samo kot kost, če bi potipal tako, bi prej rekel, da je kost debelejša, veš, da je... To je malo tanko bilo za kost. Ampak ni nič tazga, ok. Ne zgleda. Dobro. In to je to. Mihajlo, ki ima očitno v svoji podgani res zelo rad, bo doma nadaljeval z ustrezno terapijo. Na pregled bodo ponovno prišli čez 14 dni. Danes ima dr. Le Marešal res polne roke dela. Naslednji pacient s poškodbo očesa je francoski buldog, ki sodi med najbolj priljubljene pasme na svetu. Ja, vi ste imeli svoje zdravilo doma, ne? Ja, Tobrex. Tobrex, ne? Ja, se pa smo hodili videti, ali to je dovolj dobro še, ali ne? Ok, kaj glavi so proti meni, ima teči občutek. Malo dražji, bolj kot ne brvilo, pa jaz mislim. Jo, brr. Nismo mogli zdaj točno ugotoviti, ali gre za posledico travmov in kasnejšo, pač da smo kasneje opazili, da je nekaj narobe, tako da je bila že neka granulacija prisotna. To je zdaj zelo subjektivna ocena, ampak povečano ni. Pa mislim, da globina je manjša. Se pravi, jaz sem sicer pričakoval, da se bo to raztegnilo pa dvignilo, ne? Da se je samo dvignilo malo, tako da to je ok. Pa nadaljujemo? Absolutno. Aha, pa ne bova nadaljujemo. Ne bom. Tisto, kar delamo zdaj, je ok, se izboljšuje, ni komplikacije. Zdaj trenutno terapija dobro prime, bolj ko ne moremo zaščititi tako, da je fajn
da se fajn prehranjuje, da se pravi, da je vlažno, da je fajn prekrvljeno, da so pogoji idealni in bi se moglo koliko bolj kot ne samo po sebi zaceliti. Ne? Gre po planu, zdaj pa če treba samo pustiti to česo čas, da se zaceli. Ne? In to zna trajati tudi 2-3 tedne nazaj, da gre to čist nazaj, ne? Ta travmica. Zjutraj kapljica, popoldne kapljica. Zvečer kreme. Tako. Okay. Če bi bila, se vam zdela se stvar karkoli zakomplicirala, da ni čisto tako bi želeli, se pridete pokazati prej, drugače se pa nekje danes, 2 tedna, lahko mogoče kakšen dan prej, da ne mogli v petek. Škotski ovčar Api nadaljuje terapijo zaradi artroze ramenskega obroča. S tole vajico pri Apiju skušamo v prvi vrsti izboljšati gibljivost sklepov na prednjih nogicah, tudi krepimo mišice in pa te blazinice, ki jih damo vmes med prečke, spodbujajo propriocepcijo. To pomeni zavedanje položaja telesa, da kužek tudi to čim bolj krepi, ker se pač z leti, predvsem pa na artritične sklepe, to zmanjšuje, bom rekla, tako samo zavedanje pozicije. To je ena izmed teh vaj, ki jih izvajata tudi doma. Ta vaja je predvsem za krepitev mišic prednjega dela, tako da smo jo vključili, ker so odlične prav za ramenski obroč, tam, kjer pač pri njemu najbolj rabimo mišice. Določene vajice vseeno ne morejo lastniki sami izvajati, mogoče niti nimajo prave opreme, ampak ta je ena izmed tistih, ki jo ponavadi damo tudi v domači plan. To je Gracie, border collie, psička 3 leta stara. V njo bomo v bistvu pogledali čisto preventivno, zaenkrat nima nobenih težav. Je pa taka zelo energična psička, dosti dela, zelo živahna in bi pač lastnica se rada prepričala, da ni mogoče kakšne skrite težave kje. Izvajamo kar dosti teh preventivnih pregledov, predvsem je to pri raznih športnih psih. Včasih pridejo tudi kakšni lastniki z starejšimi psi, ki mogoče še nimajo težav, ampak vseeno pametno malo preveriti, kaj se dogaja s kužkom. Včasih čisto po naključju najdemo kakšno stvar, ki jo lahko potem hitro v bistvu začnemo reševati, še preden se razvije v neko večjo težavo. Ponavadi začnemo pri vratu in preverimo, kako je vrat gibljiv. Zdaj, jaz včasih prosim lastnika za kak priboljšek. Aha, zdaj ne boš vzela. Ok. Pa bomo pa fizično pogledali. Zdaj mi je sama pokazala, da je vse ok. Preverimo vedno v obe smeri. Odlično, super. Bravo. Potem grem čez vratne mišice in vratna vretenca, če karkoli. Zdaj pri njej načeloma ne pričakujem kakih posebnosti. Edino, kar je pogosto pri takih bolj živahnih psih, kakšna povišana tenzija čez te hrbtne mišice, ker so pač dosti obremenjene, tiste pa potem kar z lahkoto reši s kakimi masažami. To je v bistvu tudi najbolj obremenjen del, ker imamo ravno težišče, in se potem vse sile skoncentrirajo na ta del in tu ponavadi pri večini psov najdemo kako točko. V bistvu je v super kondiciji, v super stanju za takega živahnega delovnega psa. Razen te, bomo rekli, ene stare poškodbe, ki pa ne povzroča zaenkrat nobenih težav. Ni nič posebnega, to bomo pa spremljali malo na daljši rok, da se ne razvije v kako večjo težavo. Če je karkoli narobe, tako probaš narediti vse, da jim olajšaš vse bolečino. Odvzetjem na žalost ne moreš, probaš pa
zmanjšati, pa se truditi, da ni toliko boleče, pa da lahko normalno funkcionirajo vse, dokler gre. Je zdravo, dobro jutro. Ko mali otročiček, kaj že ti tvoj jeziček, ajde. Aj, zdravo, priden si bil, priden, tak, ja. Težko je bilo to že tebe, ja, tu za uho ti pa še tako, ja. Ok, počasi, zdaj ga znamo malo zategovati, pa ste vi zrav njega, ali pa ga pa damo v kletko noter, pa še malo tu. Damo zrav njega. Ok. Vietnamski pujsek je prišel na kastracijo, to ni pač naš tipičen pacient, jih tudi sprejemamo, ampak ne zato, ker jih ne hoteli imeti, pač ker jih ni. Zdaj pa pri tem, pač glede na to, da to ni nekaj, kar delamo vsak dan, nimam jaz razvitega protokola za narkozo. In sem pač dejansko hotel z veterinarsko fakulteto, v sodelovanju z njo, z oddelkom za prašiče, smo nekako pripravili en protokol, ki se je zelo dobro obnesel. Vodi se. Eti. Halo. Ajde, pa sem tebe zmotil. Sam poseg kirurško ni bil neki izziv, je šlo bolj kot ne za rutinsko, malo drugačna anatomija v smislu debeline tkiv, ampak vse tkiva so bila ista, ne. Rizični del je bil predvsem ta, kako se pripraviti na narkozo, da bo pujsek to dobro prenesel, čim bolj dobro prenesel, brez nekih posledic. Kar je pa lastnica hotela, ona ni hotela tisti standardni postopek, ko se dela na ekonomskih živalih, kjer je mogoče sprejemljiv potencialni izpad do nekega procenta. Pač tu ona ima enega pujska, ki je more preživeti, pod nobenim pogojem se mu ne sme nič zgoditi. Jaz mislim, da smo pol to dosegli, vse se je dobro končalo. Sploh pa, če bomo imeli več takih pacientov, imamo zdaj pripravljene protokole in lahko to tudi delamo malo bolj tekoče. Zdaj, kar bi bilo mogoče boljše, da stopite zraven njega, ga primete za vrvico, mu preprečite, da z glavo vdari ob tla, če mu spodrsne, in naj se on trudi postaviti na noge. Ker tako se bo zbudil najhitreje. No, mislim, ni ga treba držati, ne? Vi samo potegnete takrat, ko vidite, da mu bo glava vdarila ob tla, ne? Mislim, vedno obstaja neka komplikacija, ne? Ampak to je pri vseh narkozah, pri vseh živalih. Tako da so skrite težave, pridružene bolezni, ki lahko pripeljejo do problemov zaradi triggerjev, kot so narkoza, recimo. Puls je res bil visok, ampak globina narkoze je bila na meji, ne? Jaz mislim, da pač, če bi ga bolj globoko, smo imeli malo onega varnega, če bi bolj globoko, bi šlo pregloboko lahko, ne? Tako da on se tega ni zavedal, se ne bo spomnil, nikakor ne bo nič. Edino pač med operacijo je puls narastel na mejo, ki je lahko zaskrbljujoča, no? In smo mogli pač nekaj zvezi s tem narediti in zato je pa tudi to na račun. Ok, pomembno je, da s tem, ko bo on zdaj zalaufal mašino, ko bo krvotok se pospešil, pa vse te stvari, bo se tudi hitreje začelo čistiti, pa on bo hitreje vse prišel, ne? A ono zdaj to tako smo izgledali? Tisto se bo, malo se bo zategnil. Okej, bo. Če boste pa želeli, lahko pa nabavimo umetne, pa jih damo noter. Lahko povečamo zadevo. Prihodnjič v oddaji.